Karin, dobrodošla nazaj. Dobrodošel, Matic, tudi ti. Zanima me, kakšna je bila tvoja prva izkušnja kot moderatorka? Pozitivna. Prav nič zastrašujoča ali pa tako. Bila sem pravzaprav ena izmed moderatork, somoderatork. Šlo je pa za en proces nekega kmetijskega prostorskega načrtovanja. Bežno se spomnim, to je bilo približno 20 let nazaj. In bili smo na magistratu, dobro smo se pripravili in mogoče je ena taka zanimiva stvar, ki mi je takrat dala tudi malo samozavesti, pa zdaj malo pač podelimo, ne, je, da sem si zelo zapomnila vsa imena. Je šlo pa tako, da so se skupine udeležencev menjavale. Najprej so bile pri eni moderatorki, potem pri drugi, pri tretji. To pomeni, da sem jaz trikrat tisti proces peljala s 3 različnimi skupincami. Ne? In me je kar nekaj ljudi prišlo vprašati, oziroma reči, kako ste si vi vsa ta imena zapomnili? Sem rekla, veste, to je pa skrivnost velikih mojstrov. Zdaj tebi lahko zaupam, da si nisem vseh zapomnila, ampak se pa da zmeri tako narediti, kot da sem si jih, ker je to ena zelo, zelo pomembna stvar, ker tako vzpostavljamo tudi dober stik z udeleženci. Tako da mogoče kaj več o tem povem tudi na našem usposabljanju, ker ja, je pomembno. To so zdaj dražljivke. Kako narediti kot, da smo si zapomnili? No, sej, kadar vem, da bom z skupino delala več časa, pa da se večkrat vidimo, se res maksimalno potrudim, če se mi pa dnevno omenjajo udeleženci, pa tudi jaz nimam še tazga spomina, da bi to zmogla. Se pa trudim in tudi ljudi prosim, da mi ne zamerijo, če se bom kdaj zmotila. Obstajajo pa seveda te skrivnosti velikih mojstrov, kako to narediš. Se veselim, da razvodeneš te skrivnosti. Ja, ne vem še, če bom, ampak mogoče pa bom. Ja. Evo, če bomo pridni. Ok, kaj pa je tisto, kar ti je najbolj všeč pri moderiranju? Najbolj mi je vedno znova všeč to, da vidim, kako so ljudje na začetku zelo tako zadržani. Tudi še vedno ta vloga moderatorja, kaj pa je to zdaj, čeprav to je staro tako kot človeštvo. To ni zdaj ne predavateljica, ni svetovalka, kaj točno in kako se že potem zlasti, kadar so procesi daljši, ne, že po enem dnevu, kako skupina začne sodelovati, kako so na začetku ljudje malo bolj previdni, pa tipajo, pol pa jih rabim včasih kar malo ustaviti, rečem, lahko greste na odmor, pejte na odmor, zdaj pa že čas za odmor, pa oni še krbi, ker so tako noter padali v flow. Vsakič znova mi je všeč to, da je ni skupine, ki ne bi v bistvu dosegla tisto, kar si želi. Čeprav se dostikrat zgodi, da na samem procesu pridejo ven še kakšne druge stvari, ki jih ne moramo naprej načrtovati. Tukaj potem pride do tega ta pomembnost, da zaupam skupini. In kaj me najbolj fascinira, ali pa mogoče tudi ena taka dodana vrednost, ali pa jaz temu rečem, da sem privilegirana, prvič, da se itak vedno zelo veliko naučim. Tudi sama od sebe, od drugih, o procesu, o vsebini in to, kakšna neverjetna moč, modrost v skupini in tisto, kar si tudi že rekel, tukaj 1+1 ni 2, lahko tudi 7, je lahko tudi 20, kako se znanje multiplicira, kako so ljudje na koncu, vedno rečejo, sem se toliko veliko naučil, ali pa toliko je bilo fajn spet se malo pogovoriti s sodelavci, pa to je bilo kot ene team building. Oni še toliko enih dodanih stvari najdejo in bolj so povezani, bolj se razumejo. Skratka, to prispeva k enim boljšim odnosom, plemenitenju, ne vem, človeštva. To me vsakič znova fascinira in sem vesela, da lahko temu služim. Skratka, množenje se, mislim, da znanje se množi, kadar se deli. Tako. Ja, ta je zelo luštna, ta mi je zato meni zelo simpatična. Kaj bi pa rekla, so to odlike kot moderatorka? Ne vem, če bi rekla, da so to odlike kot mene, kot moderatorke, mogoče bolj odlike mene kot osebe, ker moderatorske kompetence je nekaj, česar se naučiš, kar si lahko pridobiš. Če to ne bi bilo tako, potem, če si rojen kot moderator, si drugače pa ne. Ampak nekaj, kar mi pride zelo prav, ne samo kadar delam kot moderatorka, tudi sicer v poslovnem svetu in osebnem življenju, to, da znam zmeri z materialom, ki mi je na voljo, to pomeni čist fizično stvarmi,
ali pa z ljudmi, ki jih imam na voljo, zmeri pač nekaj narediti. V smislu, naredi, kar moraš s tistim, kar imaš ravno tam, kjer si. In da znam zelo dobro povezovati vsa znanja, vse izkušnje, od gledališke improvizacije do znanja matematike, do klavirja in predvsem to, da me nikoli nič ne preseneti. Kar ko se bo tam zgodilo, ali bo pri koraku slon, ali bo luč padla, to se ima namreč vse tudi že zgodilo, ne? Ali bo vsa tehnika odpovedala, ali 5 ključnih ljudi, ki so najbolj pomembni za tisti proces, iz takšnega drugačnega razloga ne bo. Tako pač je, zdaj smo tukaj s tem, kar imamo, kaj bomo s tem naredili. To mi pa res gre dobro od rok. No? Nič me ne preseneti, nič me ne spravi iz tira. Mislim, da je to tudi zato, ker v tem uživam in ker res verjamem, da je vse prav, karkoli se zgodi. Nekaj dobrega bo vam prišlo. In tako tudi je. Okay. Kakšen moderator si pa ti želiš biti? Kaj bi pa ti rad se naučil, dosegel? Kakšna bi bila ta tvoja moderatorska identiteta? Najbolj takšna, da bi ljudi pripravil do razmišljanja. Pač razmišljanje je težko, zato imamo prepričanje. Ne? Skratka, tudi mogoče glede tega, kar si omenjala, glede smeri, kam bi naj skupina prišla, se mi zdi to precej podvrženo nekim pričakovanjem, prepričanjem mogoče, kar pomeni, da mogoče ne razmišljamo zares. Skratka, to je moderator, kot bi si želel biti. Nekdo, ki pripravi ljudi do zares razmišljanja. Ne. Izven okvirja. Tako, pa ne prevlade moje prepričanje boljše kot tvoje prepričanje. Tako se pravi, zato, ker prepričanje je konec razmišljanja, ne moraš razmišljati. To res. Okay. Še kaj? Najbolj to. Skratka, pa orodja, kako to doseči. Ne toliko zaradi orodij samih, kot to, da to orodje nekako se naučimo, pa tehnike se mi zdi, da oblikuje to, kakšni smo. Se mi zdi, da mogoče tudi tu most pri tem, kar si omenjala, da kakšen sem kot oseba. Orodja, ki jih obvladamo, se meni zdi, da neizogibno vplivajo na kakšna oseba smo. Tako da, lahko rečemo še čisto širši razvoj ob samo moderiranju. Tukaj gre predvsem za to, da bolj pomembno je, kdo ta orodja uporablja, kot pa kakšna so ta orodja. Ne? Tukaj govoriš vsaj tako, da jaz razumem, pa me popravi, tudi neke naravnanosti, ne? S kakšno držo, s kakšnim pristopom pridemo do neke skupine. Ja. Še nekaj me zanima, kako je tebi v situaciji, ko je moderator nekdo drug, ti si podeleženka? V redu. Jaz sem zelo, bi skoraj lahko človek rekel, idealna udeleženka. Tam sem pač udeleženka. In poskušam biti taka udeleženka, kot si želim, da bi bili moji udeleženci. Sprav zelo sodelovalna, konstruktivna, dati res tisto tam, za kar sem tam. Bom pa ponudila svoje vire, če bo moderator oziroma ostali člani skupine so pripravljeni pač vzeti to, kar lahko ponudam, tudi pač seveda ta svoja procesna znanja. Ne bom pa nikoli skočila moderatorja v zelje, ga poskušala kakorkoli diskreditirati, ker tudi jaz prepoznam vire, pa jih ponudim, prepoznam vire, kadar mi jih nekdo ponudi, kadar sem jaz moderatorka. Tako da nisem ena izmed tistih udeležencev, ki bi ga z veseljem utopili v žlici vode. Prej obratno. Sem ravno tako navdušena udeleženka, kot sem navdušena moderatorka, kadar sem pač v tej vlogi. In se poskušam takrat res držati tistega, kar je. Bom pa ponudila, kot sem rekla, vire, če je to potrebno in zaželeno. Ja, pa kot moderatorka sigurno poznaš tudi primere problematičnih, v narekovajih, udeležencev, ki želijo biti somoderatorji, imajo prevzeti proces in tako dalje. A lahko kaj poveš o tem, oziroma ali bo govor o tem tudi na usposabljanju? Bolj bomo delali na praktičnih primerih, prav temu se izključno ne bomo posvetili, ker je to kar ena obsežna tema, ki jo ponavadi delamo takrat, kadar usposabljamo prav izobraževalne trenerje. Mi drugače temu rečemo galerija groznih, kar je v resnici zelo neustrezen izraz, kar se na izobraževanjih vedno naučimo, da v resnici ni problematičnih udeležencev, so samo ljudje z nezadovoljenimi potrebami, ki jih kot moderatorji, kot trenerji rabimo prepoznati, nasloviti in na nek način integrirati. In se te najbolj problematični udeleženci zelo velikokrat izkažejo kot potem najbolj hvaležni udeleženci in tudi tisti, ki lahko zelo veliko prispevajo. To je pa spet stvar naravnanosti.
To mi zveni, da bi zelo koristilo vodjem tudi, skratka, zelo. naslavljati potrebe. Ne. Ljudje vsi imamo potencial postati problematični, a ne, če so naše potrebe kršene. Vsi smo problematični, če je kršena neka naša temeljna vrednota ali pa nekaj ni zadovoljeno in morda to za nekoga sporočamo na neprimeren način. To je pomembna odlika, kompetenca moderatorja, da te stvari prepozna in da to ne vidi kot grožnjo, pač pa kot nek vir, ker tam, kjer je taka potreba, pa neka taka močna želja, tam je sigurno tudi zelo močen vir, ki ga je smiselno uporabiti in integrirati. In to je v zadovoljstvo moderatorja, tistega, ki to ponuja in tudi vseh ostalih udeležencev na nekem takem srečanju. Skratka, obstaja pot, kako to energijo, ne, ker tisti v narekovajih problematični se vidi, da imajo energijo. Ja. In kar hočeš reči, čeprav razumem, je, da se da to uprešti, uporabiti v dobro skupine, če smeri. To je treba imeti posebne senzorje. Ja, in lahko zelo veliko tudi moderatorje razbremeni, ker bistvo enega tazga procesa je, da uporabiš vse, ne? Na koga rečeš, da si ti tako prijazen, mi pomagaš pri tem, tam sem videla, da vam gre dobro, a mi lahko pomagate mizo pripraviti. Skratka, uporabiš. Mi smo zdaj tim, ekipa, imamo svoje vloge in si med seboj pomagamo, zato da bomo v sinergiji dosegli cilje. Super. Kaj pa je zate največji izziv pri moderiranju? Spravi, nekaj so jih naštela, ampak kot praviš, tudi to niso posebni izzivi, če vemo kako. A je kaj, kar ti je, recimo tako? Ja, meni je v resnici največji izziv to, da ne bi koga spregledala. Okay. Ja, to, da bi res ne bil tam nek vir ali pa neka ta potreba nezadovoljena ali pa da se mi celo kdaj tudi zgodi, da komu fizično pokažem hrbet ali pa da je nekdo že 3-krat dvignil roko, pa jaz tega nisem opazila, zato tudi vedno rečem udeležencem tudi pocukite me za roke, brcnite me, da tako skoraj rečem, za krilo me potegnite, prosim, zato ker je res kot moderator moraš imeti oči na zatilju, velika ušesa in tako. To mi je največji izziv in to je tudi tisto, čemur posvečam res največjo pozornost, zato ker da so res vsi vključeni, da vsak šteje, zato je tudi tam, ker če to ne bi bilo tako, potem ne bi bil tam in to je tudi eno tako zelo močno sporočilo, ki ga vedno želim dati udeležencem. Mislim, da mi to kar dobro uspeva. No. Ja. Super. Zdaj z izkušnjo vem, da ti moderiranje uporabljaš povsod, da je to tak način življenja zate. Drži. In da je ena posebna taka, rečemo sport bili torbica, tako je zaščitni znak, skratka moderatorski kovček. Če lahko poveš mečko na tem. Ja, ta moderatorski kovček je pač en kovček na koleščkih, kjer imam jaz noter vso tisto potrebno opremo, tako kot ima zdravnik svoj kovček, no vse tako je bilo v starih časih. In noter so in listki, in nalepke, in flomastri, in razni zvončki, in ropotulce, in papiri, in koledarji, in razne takšne stvari, tudi za kakšno ogrevanje, skupinsko predstavljanje in tako naprej. Predvsem pa mogoče še eno tako stvar, jaz pravim, da sem kot Mary Poppins, jaz vedno najavim svoj prihod. Ker ta kovček je precej glasen in posebej, če prihajam po kakšnem asfaltu, ko pridem na kraj zločina, na kraj dogodka, me vsi res slišijo. Tako da se tudi zelo potrudim, da me res slišijo, ne? Da že takrat vzpostavim neko tako zaupanje, avtoriteto in se takoj začnemo hecati na moj račun. No, super. Tako. Ja, prav, potem pa komaj čakam, da vidimo tvoj kovček še v praksi, pa da se naslednjič pogovoriva o usposabljanju, kako bo izgledalo, kaj lahko pričakujem, moji sošolci, upam, da že imam kar v misli, kdo vse bi moral biti sošolci tukaj. In bi se pogovorili o tem, če si za. Absolutno, bova dodala še kakšno o koristih, pa kakšen primer dobre prakse, tako da do naslednjega srečanja. Evo, se vidiva. Se vidiva.